Slovenija si prizadeva na eni strani vključevati aktivno v dialog, pomeni, da pač na mednarodni sceni, v mednarodnih organizacijah predstavljamo svoje stališča. Eno od takih zelo pomembnih slovenskih stališč, kar se tiče razvoja in pa seveda tudi afriškega kontinenta, je, da razvoja ni brez varnosti oziroma zagotavljanja varnosti na eni strani in na drugi strani brez varovanja človekovih pravic kot nekega temelja, nekega življenja oziroma razvoja, tako ekonomskega in nadaljnega. Zdaj, če govorimo bolj, bom rekla, o tem klasičnem razvoju oziroma razvojni pomoči, lahko rečem, da Slovenija prispeva skozi multilateralne kanale in pa po bilateralnih kanalih. Zdaj, številke so že nekaj let približno enake, tako da mogoče jih bomo malo zaokrožili. Za multilateralne kanale, to se pravi razvojno pomoč, ki jo namenjamo prek multilateralnih organizacij, tako v letu 2016 kot lani je bilo namenjenih približno 10 milijonov evrov in takšne številke imamo nekako v mislih tudi za letošnje leto in pa potem za prihodnje. Za bilateralno uradno razvojno pomoč, kar se tiče Afrike, pa je bilo v letu 2016 namenjeno malo manj kot pol milijona evrov. Za 2017 končnih številk še nimamo, ampak na podlagi izračunov, kolikor jih imamo in pa projekcij, mislimo, da bo številka približno enaka. In seveda trend se naj bi nadaljeval, čeprav vemo, da nekako v bistvu zdaj ta nova paradigma z agendo 2030 in z pristopom, da nikogar ne smemo pustiti iz zadaj oziroma angleško leave no one behind in pa predvsem trend povečevanja pomoči tistim, ki res najbolj potrebujejo, bo mogla tudi Slovenija razmisliti malo o diverzifikaciji svojega pristopa in o namenjanju čim več razvojne pomoči tistim, ki jo res najbolj potrebujejo in seveda Afrika je med tistimi, ki jo najbolj potrebujejo. Afrika postaja nek nov trend, veliko pozornosti se namenja Afriki znotraj Evropske unije, znotraj povezav G7, znotraj OZN-a in Slovenija poskuša temu slediti tako v svojih dokumentih, kot s svojimi dejanji in v bistvu, da bi nekje na eni točki v Ministrstvu za zunanje zadeve povezali vsa znanja glede Afrike, ki jih imamo in nekako v bistvu poskusili z celostnim pristopom do tega kontinenta, smo uvedli inštitut nacionalnega koordinatorja za vse, kar dela Republika Slovenija v Afriki. Ne gre zdaj samo za razvojno sodelovanje, gre za tudi ostala področja od političnega, kulturnega, znanstvenega, raziskovalnega sodelovanja. In to je človek, ki koordinira resorje, ki nekako daje pobude, ki pripravlja dokumente na to temo, da je v bistvu nekako odziv Slovenije enoten. V podporo tem naporom tega nacionalnega koordinatorja pa že 7. zapored letos v sredini maja organiziramo tako imenovane Afriške dneve. To je mednarodna konferenca z mednarodno udeležbo, kjer se srečajo zainteresirana javnost, diplomati, politiki, gospodarstveniki, civilna družba, akademiki in se pogovarjajo v bistvu, kako ta kontinent bolje vključiti v svetovne trende. Na eni strani, da bi jim pomagali, na drugi strani pa v bistvu, da se tudi nam kot Sloveniji, kot donatorici in kot zainteresirani članici mednarodnih skupnosti ponujajo nove priložnosti sodelovanja.